Podobe znanja. Lepo pozdravljeni. Posledice podnebne krize so zelo očitne v kmetijstvu. Vse pogostejše in intenzivnejše poplave, suše in vročinski valovi uničujejo pridelke. Degradacija zemlje marsikje dolgoročno onemogoča pridelavo hrane. Rastline, podvržene stresnim vremenskim razmeram, so tudi bolj občutljive na bolezni in škodljivce. Vse to zvišuje cene hrane in ogroža našo prehransko varnost. V 50 letih, od leta 1961 do 2011, se je povprečna temperatura zraka v Sloveniji po podatkih Agencije za okolje dvignila za 1,7 stopinje Celzija, pri čemer so se poletja ogrela še precej bolj. Prav vsi podnebni modeli predvidevajo nadaljnje naraščanje temperature. Za koliko pa je seveda odvisno od ukrepov zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov. Med učinkovite možnosti prilagajanja na te velike spremembe v pridelavi hrane spadajo tudi izboljšave sort in zato je delo znanstvenikov na tem področju tako zelo pomembno. Profesorica doktorica Kristina Gruden z Nacionalnega inštituta za biologijo je vrhunska raziskovalka na področju rastlinske biologije, ki s svojim delom pomaga razumeti prav to, kako rastline lažje preživijo v boju proti boleznim, škodljivcem in vremenskim ujmam. Za svoje delo je letos prejela Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju sistemske in molekularne biologije. Doktorica Kristina Gruden, lepo pozdravljeni in čestitke za nagrado. Ja, najlepša hvala in lep pozdrav tudi vam in občinstvu. Ljudje pravzaprav že celotno zgodovino poljedelstva plemenitimo rastline, vzgajamo nove sorte, preizkušamo, kako se obnesejo na poljih v različnih razmerah. Lahko to, kar vi počnete v laboratorijih, primerjamo s tem, oziroma v čem se vaše delo od tega vendarle razlikuje? Ja, na nek način se veliko razlikuje, na nek način pa niti ne, ker včasih so izbirali nove sorte in vzgojo naredili tako, da so samo gledali, kjer rastline boljši delajo in potem njihova semena vzeli in jih naprej križali, ali pa pogledali, kjer ima boljše plodove, kjer je bolj odporna. Mi pa zdaj gledamo na drug način, na molekularen način, pogledamo, kjer molekule se delajo v rastlini in na ta način potem lahko rastlinam bolj natančno pomagamo in hitrejši izpeljemo izbor boljših rastlin. Če morda kar opišete, vi pač imate rastline v laboratorijih, kako je to videti? Mi gojimo rastline v laboratorijih, zato da lahko tudi hitreje preizkušamo naše hipoteze, ki jih dobimo iz kakšnih prejšnjih poskusov. Se pravi, poskusi lahko tečejo celo leto, nismo vezani na sezone in lahko potem pogledamo, se pravi, vzamemo določene tkivo rastlin, recimo liste ali pa gomolje in analiziramo, kaj se je molekularno zgodilo v rastlini, ko je bila izpostavljena suši, škodljivcem ali pa kombiniranem stresu, podobno kot na njivi. Tako da ta postopek potem hitreje poteka in še potem v naslednji fazi, potem, ko mi končamo te raziskave in imamo določene gene, ki pomagajo rastlini, se potem prenese na poljske poskuse vse skupaj. Se pravi, umetno nekako ustvarjate sušo, ekstremne temperature? Ja, tako je, ja. Mi imamo take rastne komore, se jim reče, in tam lahko vse reguliramo. Lahko reguliramo količino svetlobe, ker tudi sončno sevanje je včasih lahko stres, lahko kontroliramo temperaturo, koliko zalivamo rastline, koliko gnojimo tudi, da lahko recimo z mikrobi pomagamo zmanjšati stopnjo gnojenja rastlin, vse sorte lahko kontrolirano spreminjamo. In kako potem spremljate odzive? Se pravi, rekli ste, vzamete del tkiva rastlin in kaj potem vidite tam? Ja, saj to, vsi organizmi smo zelo kompleksni, zdaj seveda ljudje najbolj, recimo, ampak tudi rastline imajo okrog 30,000 genov in teh 30,000 genov se nekako sinhrono odzove, kadar je rastlina v stresu, in to mi pogledamo potem, kaj se dogaja na nivoju sprememb v izražanju genov, v proteinskih koncentracijah, tako čisto res molekularno, in s tem potem bolj razumemo, kako rastlini pomagati pri vzgoji, da se bo boljši na stres odzvala. No, ravno to, to ni namenjeno kar tako radovednosti, ampak tudi temu, da potem pomagate pri žlahtnenju sort. Na kakšen način? Ja, potem te gene, ki mi ugotovimo, da pomagajo recimo rastlinam v naših kontroliranih pogojih, te gene potem predamo žlahtniteljem in potem žlahtnitelji lahko spremljajo in vnašajo točno določeno kombinacijo genov v nove sorte.
Se pravi, tu lahko govorimo o tistih gensko spremenjenih rastlinah, ki se jih vsi nekako bojimo, ali tu ne gre za to? To je zelo dobro vprašanje, ker se mi zdi, da se vedno to vse skupaj povezuje, pa ni nujno. Ne? Lahko tudi s čist klasičnim žlahtnjenjem pridemo do tega, da se geni sestavljajo, ne? Ker žlahtnitelji lahko pogledajo vsakega od svojih staršev, ki jih križajo med sabo za neko boljšo vrsto, katere gene imajo. Tudi oni uporabljajo zdaj molekularne metode, zato da hitreje pridejo do novih sort in na ta način lahko potem prave starše združijo skupaj, da bodo imeli potomci kombinacijo genov, ki bo omogočala toleranco na stres. Medtem ko pa gensko spremenjene rastline imenujemo tiste, ki jim pa z biotehnološkimi procesi, se pravi ne z žlahtnjenjem, vnesemo en dodaten gen. Potem je pa še ena vmesna varianta, ki se pa reče genomsko urejanje, CRISPR-Cas, ste sigurno tudi že slišali. Tam pa se v resnici čist minimalne spremembe vnaša, samo kakšen nukleotid se zamenja v DNA in tukaj je zdaj, take spremembe se normalno zgodijo pri vsakmu od nas tudi, pri vsakmu podvojevanju celic in zato se zdaj nova zakonodaja pripravlja, ki bi dovolila, da se take rastline pa da na polje, ker s tem bi še hitreje lahko prišli do novih sort, kot s tem, da jih je treba prav križati, da se jih spremeni. Kar vi počnete, je vse truje, ne? Samo tisto klasično gensko spreminjanje je nekako zakonsko omejeno, ne? Ja, mi počnemo vse truje, zato ker zakonsko omejeno je sproščanje na trg, oziroma ni tako. V resnici ni nobene omejitve, je dovoljeno, samo je treba za vsako rastlino pridobiti dovoljenje, kar je tudi zelo ekonomsko zahtevno. Dovoljenje imamo pa, da to delamo v laboratoriju, zato da hitreje lahko kakšne naše hipoteze testiramo, lahko kakšen gen dodamo, kakšen gen izničimo in potem hitreje pridemo do pravih rezultatov. Se pravi, delamo čist prave transgene rastline, delamo tudi genomsko urejanje, se pravi s CRISPR-Cas tudi spreminjamo genome rastlin in pomagamo tudi najti markerje za klasično žlahtnjenje. In potem, ko nekako pridete do teh novih sort, gre do te nove sorte na polja. Imate potem kakšno povratno informacijo, kako se obnesejo? Zdaj mi prav nismo žlahtnitelji, mi samo pomagamo žlahtniteljem, tako da to delajo drugi. Naprej recimo pri nas dela to Kmetijski inštitut Slovenije, pa zelo močni so Nizozemci, imajo med 5 najmočnejšimi podjetji na svetu, imajo 3 na Nizozemskem za žlahtnjenje krompirja. In moram reči, da ta trenutek smo lih prišli do tega, da je naše to temeljno znanje do te stopnje prišlo, da res smo začeli sodelovati direkt z žlahtnitelji, da bodo res oni potem to prenesli v nove sorte in potem na polje. Tako da ta trenutek še nimam te povratne informacije, če je res delovalno. No, ampak tudi vi se veliko ukvarjate s krompirjem, omenili ste, Nizozemci se ukvarjajo s krompirjem. Ja. Zakaj ravno krompir mogoče? Ja, krompir je ena od zelo pomembnih poljščin. Mislim, da je 4. vse skupaj po proizvodnji in po ekonomski pomembnosti v svetu, tako da nasploh najprej so pšenica, riž pa koruza. Koruza celo se večinoma za živali porab, za živino, potem takoj naslednja je pa že krompir. In zdaj raziskovalci smo si malo razdelili področja, vsak se za nekaj specializira, pšenica je tudi zelo pomembna, je treba tudi paziti, ker svetovne zaloge padajo skozi, zaradi tega, ker je majčkeno prepoceni na trgu, ampak tudi pri krompirju je to zelo pomembno, za Slovenijo pa sploh, V Sloveniji je krompir zelo popularen, bistveno bolj recimo kot riž, Azija se bolj ukvarja z rižom, tako da zato nekako smo do tega krompirja prišli. In prav na področju krompirja vam je uspelo kar nekaj premikov. Ja, en tak krasen rezultat, ki pa nažalost ta trenutek še res ni uporaben v praksi, je to, da smo pripravili krompir, ki je odporen proti koloradskemu hrošču. Vedno, kadar razlagam te rezultate, si vsak vrtičkar želi, da mu ne bi bilo treba na roke pobirati ali pa ne špricati krompirja, ker naš krompir je res, to pa smo imeli poljski poskus, je bil v Litvi izveden in je čisto odporen, ima lepe donose, brez da bi ga bilo treba sploh škropiti proti koloradskemu hrošču. Samo nažalost, se pravi, je to res, za pridobiti dovoljenje je treba kar nekaj finančnega vložka, tako da ta trenutek poskušamo najti kakšno
firmo, ki bi se s tem ukvarjala. Imamo pa patente vložene, to je en tak lušen, direkten tak uspeh za končne uporabnike. Ampak v čem je res težava pri pridobivanju teh dovoljenj? Glede na to, da je to velika perspektiva tega krompirja, ne, ki je odporen na škodljivca, ki je vsakomur znan. To je spet tak dvorezen meč, se je večkrat verjeten, mislim, na več področjih pojavil. Se pravi, mi želimo neko varnost doseči, ljudje so bili prestrašeni, kaj je gensko spremenjene rastline, to je zvenelo zelo strašljivo, niso niti razumeli, kaj to pomeni, ne, ker so te tehnologije zelo nove, tudi kaj je to DNA, kaj so to geni, ljudje nekaj časa nazaj niso dobro razumeli, ne, da mi gene stalno jemo, ni zdaj to, da bomo pa lih samo gen pojedli, ker smo ga vnesli. Vsaka solata vsebuje gene, vsako meso vsebuje gene, vsi mi pač smo sestavljeni tudi iz genov. Tako da to je bila taka prva stvar in zato se je pripravila zakonodaja, ki je zelo stroga. Ogromno enih stvari je treba preveriti, da ne bi kakšne nevarne rastline prišle na tržišče. Veliko več, kot če imamo samo novo sorto, ki jo hočemo na tržišče, da je klasičnim žlahtnjenjem pridobljena. In zato, ker je treba narediti toliko testov, toliko odvetnikov plačati, zato da pripravijo vse te dokumente, zato je to toliko drago. In nažalost to tudi pomeni, da se samo velike firme lahko to privoščijo. To so multinacionalke, ki pa potem imajo svoje politike, a ne, in to pa spet negativno vpliva na to, da so na ta koncept gensko spremenjenih rastlin. Nažalost se je to nekako tako zavrtelno. Tudi recimo potem, zato ker so si nekateri ljudje želeli imeti možnost izbire, da se bodo odločili, ali bodo jedli gensko spremenjeno hrano ali ne, smo začeli oziroma je Evropa uvedla označevanje gensko spremenjene hrane in to so ljudje potem povezali s tem, da so gensko spremenjene rastline nevarne. Da pač je pod recimo 0,9%, to pomeni, 0,9% je pa nečesa strupenega noter, ampak sploh ni tako. Vse te rastline so preverjene zelo natančno, da niso niso strupene, nič ni narobe z njimi, ampak zato, ker so si ljudje želeli možnost izbire, je to označevanje se uvedlo, v resnici pa spet neko negativno, nek negativni kontekst uvedli v to zgodbo. Da to ni toliko vprašanje vplivov na zdravje človeka, ampak bolj mogoče vprašanje vplivov na druge rastline, ne, ki pa niso tudi to je spremenjene. Zelo natančen za vsak, to se gre prav primer po primeru, ker sem bila tudi v vseh teh komisijah, ki izdajajo dovoljenja za gojenje, se pravi, imaš ti dovoljenje za gojenje in dovoljenje za prodajo. Pri dovoljenju za gojenje je zelo pomembno, da se tudi to oceni, kakšen je potencialni vpliv na okolje, ali se lahko gen prenese na druge sorodne rastline, divje rastline, ali to lahko pomeni, da bodo one rastline imele potem prednost v ekosistemu ali ne. Tako da vse, ki so dobile dovoljenje, so sigurno neproblematične. To je res, to je taka kompleksna ocena. Recimo krompir sploh nima zelo veliko peloda, se ne oprašuje, ne se razmnožuje z gomolji, tako da je praktično nemogoče, da se v Sloveniji bi preko peloda karkoli razširili na druge rastline. Recimo ta gen, ki smo ga vnesli, je iz ostrigarja, ki je pri nas se ga v veliki meri goji, a ne ga vsi tudi jemo, sploh ni problematičen. Tako da tudi v tem smislu ne bi bil to neka dodatna stvar, ki jo vnašamo v našo hrano, ne, ampak ampak če se še vrnemo k temu klasičnemu krompirju, ne, ko sem bila pred 2 letoma pri vas v laboratoriju, ste mi pokazali tudi krompir, ki je bil okužen z neko posebno glivo, ki je pa zanj koristna in mu povečuje odpornost na šoke iz okolja. Pa nekako, če se prav spomnim, ste takrat rekli, da ste to odkrili čisto po naključju in da ste se takrat že lotevali analiz tega krompirja na poljih. Kako se je potem ta zgodba nadaljevala? Ja, to je pa eno tako zanimivo področje, ko smo se ga zdaj na novo lotili. Imate prav, to smo nekaj časa nazaj se je slučajno zgodilo, da smo ugotovili, da so glive in bakterije v naših sterilnih, mi smo mislili, da so sterilne, se pravi brez vseh mikrobov kulture krompirja. V laboratoriju govorite? Ja, v laboratoriju mi imamo
to se mogoče hecen sliši, ampak mi ga razmnožujemo v epruvetah, zato da nam ni treba gomoljev delati in lahko zelo hitro pridemo do novih rastlin. No, in te rastline morajo biti sterilne, ker če ne bakterije, glive prerastejo te rastlinice. Ampak smo ugotovili, da so pa nekatere očitno bakterije in glive tako tesno povezane s krompirjem, da smo jih imeli desetletja v teh naših sterilnih pogojih in potem so slučajno prišle ven, ko smo še neke druge poskuse delali. In to ima zelo velik potencial, da v bistvu mi potem rastlinam na polju pomagamo boljši presnavljati gnojila, recimo je treba manj dodajati žvepla, fosforja, dušika in se s tem manj onesnažuje okolje, podtalnica. Hkrati so pa lahko tudi bolj odporne na patogene, na bolezni ali pa na škodljivce in je tudi treba manj fitofarmacevtskih sredstev uporabljati. Tako da to je res super stvar. Ker smo pol naprej gledali, kako so zares povezane te naše laboratorijske glive in bakterije z krompirjem na polju. In imamo zdaj že ta 3. leto poljskih poskusov, ki jih izvaja Kmetijski inštitut, smo pregledali in smo ugotovili, da je v določeni meri so stalno zraven, že v naravi tudi, ampak ne pa vedno, tako da bi se lahko pomagali še narediti določen pripravek mikrobni, a ne kombinacija gliv in bakterij, ki bi ga recimo potem premazali te gomolje, ki jih sadimo in s tem pomagali krompirju in bi bilo treba recimo polovico manj vseh, ne čist brez vsega špricanja, ne, ampak polovico manj uporabljati in kar bi bilo že veliko uspeha za kmetijstvo. Bi bilo bolj okolju prijazno. Se pravi, tudi to je v perspektivi neka dober ukrep recimo za razmere, ki nas čakajo oziroma o katerih smo. Ja, mislim, da bo lahko zelo pomagali. No. Se pravi, vi ne preučujete samo teh vplivov, recimo vročin, suše, ampak tudi vpliv recimo mikroorganizmov, med katerimi je treba pač poudariti, so tudi tisti, ki so za rastline koristni. Ja, to je tako podobno, kot smo zdaj se navadili tudi malo za naše prebavilo. Imamo tudi mikrobioto v svojem prebavilu, ki nam v resnici zelo pomaga. Če jo povsem porušimo, je lahko zelo slabo za nas. Ne. Podobno imajo tudi rastline. Deloma se na korenine nalepijo te mikroorganizmi in jim tam pomagajo, deloma pa gredo tudi v rastlino in se po žilnem sistemu ali pa med celicami, prav tako res tesna povezava, zdaj gledamo z mikroskopom, se prav nalepijo na celico in potem tam celica daje, ker fotosintetizira, daje bakterijam sladkorje, ne, bakterije pa potem nazaj recimo znajo fiksirati dušik iz atmosfere, sploh ni treba gnojiti in take stvari. No. Zelo zanimivo. In to zdaj nove metode molekularne to omogočajo, da smo sploh opazili vse to, ne, ker jih niso zdaj v velikih količinah zraven, ampak zdaj smo jih lahko zaznali. Ja, to mora biti prav zanimivo opazovanje vsega tega. Ne? Zelo super je. Ena zanimiva stvar, o kateri smo se tudi pogovarjali, ko sem bila pri vas v laboratorijih, so tako imenovane senzorske rastline. Zakaj gre? Ja, to je tudi zanimiva stvar. Same zanimive stvari ste najdeli. Ja, to pa poskušamo potem, oziroma lahko v živih rastlinah opazujemo, kaj se dogaja. Se pravi, lahko opazujemo skozi čas in prostor, kako se odzivajo. Ali se recimo, če pride koloradski hrošč, odzove cela rastlina, ali se samo del tam koloradski hrošč ugrizne. In sicer tako naredimo, to je zelo podoben princip, kot je v elektroinženirstvu, imamo nek del, ki je zazna signal in potem nek reporter, ki pa potem nam pove, da je bil signal res tam. S tem, da večinoma niso to električne stvari, ampak imamo povezan v bistvu ta, recimo, detektorski sistem je nek gen pri nas, nek promotor, ki se odzove in potem sintetizira fluorescenten protein, ki ga lahko zaznamo pod mikroskopom. In potem tam, ko se pojavi fluorescenca, vemo, da se je gen vklopil, da je začel delati in tako lahko vidimo, tle se je to pa to spremenilo, tam se je to pa to spremenilo in se res vidi, kako natančno odreagirajo rastline. Tudi par celic samo nekaj naredi, naslednjih par celic spet nekaj drugega. Zelo je to tako, mislim, spet nove metode omogočajo čist drug pogled. Se pravi, prav oddajajo neke svetlobne signale, da takoj vidite. Ja. Kot semafor, recimo. Skoraj tako, ja. Ja, v obrazložitvi vaše Zoisove nagrade za vrhunske dosežke piše tudi, da pri svojem delu združujete biologijo, računalniško modeliranje in biotehnologijo. Kako pravzaprav uporabljate računalniško modeliranje pri svojem delu? Ja, sem že prej omenila, ne, da je v celici res ogromen enih
molekul, ki med sabo interagirajo in na ta način dobimo neko funkcijo, ki jo želimo proučevati. Se pravi, lih na prav način se morajo vse povezati, da se nekaj zgodi in glede na to, da je tega toliko ogromen, to ne moramo mi na roke pregledovati, ne tako, kot bi biologi klasično, nekaj smo rekli, preštejemo 3 tipalke tukaj, pa 5 kril, pa 5 žil tam, ne. Tako da je bilo nujno uvesti matematiko in potem seveda tudi računalništvo v naše raziskave. In kaj to pomeni, recimo, mi vse reakcije biokemijske, ki potekajo v celici, potem pretvorimo v matematične enačbe, tako kot je v biokemiji, in potem povežemo celo to omrežje metabolizma in signalizacije v rastlini in vidimo, katere so tiste točke v tem omrežju, ki so pomembne za to, da res pride do pravega odziva. In te točke potem damo žlahtniteljem naprej, da se ta pravi sistem uvede tudi v nove sorte. Ja, vse to vaše delo je, kot sem povedala na začetku, izredno pomembno v razmerah, podnebnih razmer, v razmerah, ko so ekstremni vremenski pojavi vse bolj pogosti. Kako veliko težavo pomenijo podnebne spremembe v Sloveniji za pridelavo hrane dolgoročno? Tukaj so ocene majčkeno različne, ne? Odvisno pač kjer model, tudi tukaj so modeli, se gleda. Po enih je malo slabši, po enih imamo kar srečo, da smo tam nekje tako na sred, kjer naj ne bi bilo preveč hudo, no. Ampak kakorkoli že zdaj je tako, da Slovenija niti približno ni samozadostna za pridelavo hrane. Odvisno malo katera stvar, ne, ampak niti polovico ne dosežemo pridelave svoje hrane. In če se bo v drugih delih sveta podrla pridelava hrane, bodo ta bogatejše države hrano zadržale za sebe, ne, ali pa odkupile od bolj revnih. In zato se mi zdi, da moramo delati na temu, da imamo tudi pri nas, ne, dovolj veliko pridelavo hrane. Saj veste, vsak potem najprej zase poskrbi, kadar je kakšna kriza. Globalno pa sigurno je problem, no, da bo treba nekaj narediti, da bomo dovolj brez da bi preveč obremenili ekološko zemljo, da bomo dovolj hrane pridelali. Kako hitro se rastline lahko sploh prilagajajo na te ekstremne pojave? Zdaj spet razlika, ali gledate naravne ekosisteme ali gledate poljščine, ne. Poljščine to je majčkeno drugače, ne, zaradi tega, ker smo jih izbirali za neke lastnosti. In zato je treba zdaj majčkeno to izbiro razširiti, da imamo pokrite še te ekstremne temperaturne razmere. Medtem ko recimo gozdovi smo se precej bolj, pa to so tudi druge rastline, ne, zato ker to so večletnice, ne, večino poljščin je pa enoletnic, so se sposobne počasi adaptirati. Ne sme biti hiter šokov, ampak skozi leta so nad pričakovanji se prilagodili gozdovi že zdaj, ne, ki so že mislili, da bo veliko slabši, kakor je. Tako da očitno imajo potencial. Pri hrani pa je večji problem. Za pridelavo hrane pa pri sortah moramo pa dovolj hitro nove sorte generirati. Kako hitro to sploh lahko počnete? Pravim, z temi nove, zato pa mislim, da so žlahtnitelji zdaj res ratali zainteresirani za naše znanje, ker pa s tem, kar razumemo zares, mislim, ker ne delamo samo empirično, ta gen je povezan s to lastnostjo, ampak razumemo, zakaj ta gen res pomaga pri recimo odpornosti na višjo temperaturo, da s tem imamo bolj tarčne te gene, ki jih hočemo sestaviti skupaj in se zato hitreje pride do končnega rezultata. Zato so žlahtnitelji se zdaj na nas obrnili, da jim res pomagamo s tem razumevanjem, kako v bistvu rastlina deluje. Bomo morali recimo sprejeti manjšo pridelavo, zato da bo ta bolj stabilna? Zdaj pridelava itak malo niha med leti, ne? Zelo je odvisno, kakšno leto je, ker precej niha, ne? Tako da nasploh so kmeti res zelo zainteresirani, da imajo stabilno pridelavo, ker to je vse povezan potem s celimi tem pridelovalnimi in predelovalnimi verigami naprej, ker oni že na začetku podpišejo pogodbe, že ko kupijo semena, kam bo potem naprej njihova pridelava šla. In zdaj je v obe smeri neroden, če je premejhna, je problem, ker pogodba ne more biti izpolnjena. Če je pa prevelika, pa tudi nimajo nič s tem zadelati, pol morajo pod ceno ali pa se jim niti ne splača pobrati tistega pridelka. Tako da si želijo imeti mogoče ne čist maksimalno pridelavo, ampak čim bolj stabilno.
Ampak s tem, da res ne želijo pa seveda tega, kar počas pade na 20%. Ne? Če recimo bi bilo nekje na 80% maksimalnega, ne bi bilo lih v redu. Je to bolje, kot če eno leto zelo veliko, pa potem drugo leto malo manj. Mogoče tisto, kar moramo vredno poudariti, je, da je za rastline še posebej velik problem, če je teh šokov med letom več, ne? Ja, kar je zanimivo, je, da zelo pada iz enega šoka v drug šok. Zdaj, recimo, zelo pogosto so se pri nas poleti zdaj pojavljale kombinacije tega, da najprej je bila velika vročina, potem je šlo v sušo, še zraven seveda povezano z vročino, potem pa so strašni na neurja se pojavila, ki so pa rezultirala celo v poplavljenosti polj. Se pravi, iz tega, da so nič vode, pa zelo vroče imele rastline, so šle v preveč vode. Tako da taki ekstremi se zelo pojavljajo. No. Tudi včasih se po 2 seriji ponovita, to imate prav. Smo pa zdaj naredili ene analize rezultatov iz polj, kjer smo tudi 3 leta zapored, celo po različnih delih Evrope, Nizozemska, Španija, Srbija in Avstrija, tam so bila polja, smo gledali, kaj vpliva na donos krompirja in se je izkazalo, da je najbolj problematičnih je prvih 60 dni, da potem niti ne vpliva več tako hudo na. Se pravi, takrat začnejo potem gomolje delati rastline in očitno takrat naprej pa niso več tako zelo občutljive, no, začnejo pač samo filati gomolje in tisto nekako še gre. Do teh prvih 60 dni je pa res, ker so pa zelo občutljive na take ekstremne. Kaj pa druge poljščine, so kakšne bolj prilagojene na ekstremne pojave ali so kakšne tudi take, ki se jim bomo morali odpovedati v prihodnje? Ja, to se že mečkani iz tega vidi, da zdaj razne bolj primorske poljščine prihajajo tudi v naše kraje. Ne mečkani je to zaradi tega, ker tudi nove sorte, recimo oljk se dobijo, nove sorte kivijo in take stvari prihajajo zdaj tudi na Gorenjsko, recimo. Ne. Ampak deloma je pa tudi zato, ker so milejše zime. Tudi fige, ne so. Pa tudi fige, ja, so vse take stvari se zdaj mečkani premikajo. Zdaj, če bo prav treba kakšno poljščino čist izpustiti v naših krajih, jaz upam, da vse kot pravim, nekateri modeli kažejo malo slabše prognoze za nas, nekateri pa niti ne toliko. Ni toliko hudo recimo kot jug Francije ali pa Španija, tam je res gre zelo v sušno in zelo vroče. Pri nas ni toliko hudo napovedano, tako da jaz upam, da ne bo treba prav opustiti česa. No. Pa se pri vas na inštitutu nekako še kar veliko vode. Imamo, ja. Pa se pri vas na inštitutu recimo ukvarjate tudi s kakšnimi drugimi vrstami, ki so pri nas v kmetijstvu še nepoznane, pa morda obetajo kdaj v prihodnje? Ja, moram reči, da s takimi bolj eksotičnimi, ja, pa manj pogostimi se ne ukvarjamo, bolj se recimo z vinsko trto se tudi, pa sadnim drevjem, samimi takimi, ki so malo bolj ekonomsko pomembne, paradižnik tudi, nekaj smo tudi na ječminu delali, ampak prav čisto z eksotičnimi pa nismo, no. Morda še kdaj v prihodnje. Ja, če bo tako nanesli. Doktorica Kristina Gruden, hvala za pogovor in uspešno delo še naprej. Najlepša hvala tudi vam. Podobe znanja. S profesorico doktorico Kristino Gruden z Nacionalnega inštituta za biologijo sem se pogovarjala Špela Novak, za zvok pa je skrbel Franci Moder.